Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v času, ko je sveti Valentin prinesel ključ do korenin, kar pomeni, da se bo narava pričela kmalu prebujati. Zaradi ostre zime letos še tem bolj čakamo prve pomladne žarke, da bi ogreli premraženo zemljo in človeka. Kljub vsemu pa ne manjka poleta, s katerim so nam postregli najmlajši na državnem prvenstvu v atletiki, pa tudi Impolovo društvo za promocijo zdravja, ki skrbi za rekreacijo svojega članstva, ter člani likovnega društva Paleta. Obetajoča so tudi razmišljanja mladih o tem, v kakšni luči vidijo svojo prihodnost in pa spoznanja, da je ključ za zdravo življenje v nas samih. Več podrobnosti pa v nadaljevanju oddaje. Kaj nam sporoča starodavna umetnost zdravljenja? Kako vidijo osnovnošolci svojo prihodnost? V domu starostnikov v Slovenski Bistrici razstavlja likovno društvo Paleta. V policijskem poročilu o kaznivih dejanjih, prometnih prekrških in motenju javnega reda ter miru. V športu pa v državnem prvenstvu v atletiki za pionirke in pionirje do 12 let starosti ter nogometnem turnirju Impolovega društva za promocijo zdravja. V rubriki Lokalne novice nekaj več o predstavitvi knjige Starodavna umetnost zdravljenja med občinskem otroškem parlamentu ter razstavi likovnega društva Paleta. V ponedeljek 13. februarja je slovenjebistriška knjižnica gostila Veroniko in Uroša Plantana, avtorja knjige Starodavna umetnost zdravljenja, ki sta predavatelja, raziskovalca, poznavalca in izvajalca tradicionalne evropske medicine. Primerjata evropsko izročilo zdravljenja z drugimi tradicijami in odkrivata, kako učinkovito pozdraviti najhujša bolezenska stanja. Njuno raziskovanje sega v Francijo, Nemčijo, Švico in Egipt, kjer sta odkrila povezave evropske in starodavne egipčanske medicine. Kaj je vzrok bolezni? Ker brez vzroka ni rešitve. To vemo. Navkljub sodobni tehnologiji, napredku znanosti, ko znamo našteti, pravzaprav vemo skoraj točno, kako deluje vsi procesi v celici človeški, naprimer, kjer procesi tečejo v jetrih, ne znamo pozdraviti bolezni. Kot se midva gleda okrog, sprašujeva, kot kaže, je v vsaki slovenski družini doma bolezen. Kar pomeni, da je zelo veliko ljudi bolnih. Vsi poznamo verjetno najmanj enega ali več ljudi, ki so bolni. So to starši, bližnji sorodniki, sosedje, kdorkoli. To pomeni, da ničesa še vedno ne vemo. Zato sva šla midva na to potovanje. Pred davnimi leti sva skušala poiskala vzrok. Torej, kaj je vzrok bolezni? Zdaj, verjetno vsi poznamo tibetansko, rečemo, ali pa kitajsko medicino, tibetansko morda že manj, ajurveda postaja moderna. Kaj pa naša evropska medicina? Verjetno vsi poznate besedo či, prana. Kaj pa evropska beseda? Kaj pa naša tradicija? Kje je naše znanje? Kam je šlo vse to? To sva se odločila, sva šla na to potovanje, torej šla sva po Evropi, po knjižnicah, po muzejih, srečevala sva veliko ljudi in iskala ta odgovor. Torej, kje je naše znanje? Kdo so bili ljudje, ki so nam dali to znanje do današnjega časa? Torej, kaj nam je omogočilo, da smo preživeli danes? Verjetno vsi vemo, da včasih je bilo zdravje strateškega pomena za preživeti naroda. Člani likovnega društva Paleta iz Slovenske Bistrice so v bistriški enoti doma dr. Jožeta Potrča na ogled postavili 8 slik z zimskimi motivi. Društvo Paleta deluje že 4. leto. V tem času so pripravili kar nekaj razstav in sorodnih kulturno-umetniških dogodkov.
Trenutno v društvu aktivno deluje 8 članic oziroma članov. Naslednjo razstavo del svojih članov bodo pripravili v trgovskem centru Mercator v Slovenski Bistrici. V sredo 15. februarja je v sejni sobi občine Slovenska Bistrica potekal plenarni del 27. medobčinskega parlamenta na temo Otroci in načrtovanje prihodnosti. Zasedanja mladih parlamentarcev se je udeležil tudi župan dr. Ivan Žagar. Mladi parlamentarci so se na zasedanje pripravljali že v svojih domačih okoljih in razpravljali o tem, kakšna naj bi bila njihova vloga v prihodnosti. Smo za danes torej pripravili krajšo predstavitev na temo okolje. Varčevanje z energijo in vodo. Z vodo lahko varčujemo tako, da uporabljamo večja uporaba meteornih vod, torej naprimer deževnice, obnovljivi viri energije, kot so voda, sonce in veter, da bi imeli sončne celice ali pa celo več vetrnih elektrarn, da bi se držali krajevnih odlokov za varčevanje z vodo in da bi uporabljali pogostejšo uporabo sončnih celic. Kako biti ego, spodbujamo slovensko hrano, bodimo varčni z energijo, da bi bolj varčevali z energijo, manj porabljamo vodo, zdrav način življenja, to je gibanje in zdrava prehrana, gojenje domače hrane na vrtih ali njivah, uporaba okolja praznih materialov v vsakdanjem življenju. Okolju prijazen način prehranjevanja. Da bi kuhali v zmernih količinah in ne v prekomernih količinah, saj bi hrano takrat metali v stran. Kuhanje bi bilo zdravo, bio, eko in z slovensko hrano, več presne prehrane in manj prehranskih dopolnil. Okolju prijazen način prehranjevanja pomeni, da bi jedli sezonsko sadje in zelenjavo, da bi jeseni jedli jabolka, ne pa češenj, naprimer, da bi tudi jedli manj uvoženih pridelkov in bi se prehranjevali z pridelki, ki so nam blizu, da bi prepovedali gensko spremenjene organizme in da bi omejili hitro prehrano. Okoljska odgovornost. Da bi bilo manj pesticidov, manj izpušnih plinov, več javnih prevozov, okolju prijazna vozila, kot so električni avtomobili, manj odpadnih izpustov iz tovarn in čistilne akcije. Za konec pa smo pripravili tudi 3 krajše sklepe. Kot prvo, zdrav način življenja ostaja pomemben dejavnik v vsakdanjem življenju in na tak način bomo tudi ohranili naš prelep svet. Podpora lokalnih pridelkov, torej iz lokalne občine. Z okolju prijaznim načinom življenja lahko sicer postopoma in počasi spremenimo svet in našim potomcem omogočimo lepše in daljše življenje. Zahvaljujemo se vam za vašo pozornost. Policisti slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so zabeležili 5 tatvin, poškodovanje tuje stvari in 2 kaznivi dejanji goljufije. Brezje pri Oplotnici. Z dvorišča stanovanjske hiše je neznani storilec odnesel kapo za žganje kuho. Lastnik je oškodovan za 450 evrov. Pragersko. Nekdo je na železniški postaji ukradel žensko kolo ter lastnico oškodoval za 50 evrov. Zgornja Ložnica. S parkiranega osebnega avtomobila je nekdo snel vse 4 okrasne pokrove koles. Lastnik je oškodovan za 200 evrov. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je poskušal vlomiti v hišo, vendar mu to ni uspelo. Je pa zaradi poskusa vloma povzročil za 700 evrov škode. V eni od tehničnih trgovin je storilec ukradel več predmetov vrednosti 100 evrov. Kmalu so policisti ugotovili njegovo identiteto, zato se bo moral zagovarjati na sodišču. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 14 prometnih nesreč, podali 6 obdolžilnih predlogov, izdali 64 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 7 vozniških dovoljenj ter odvzeli 1 vozilo.
Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 6-krat. Obravnavali pa so še en požar, ugriz psa in delovno nesrečo. Društvo za promocijo zdravja Impol je že 5. leto zapored v bistriški športni dvorani organiziralo turnir v nogometu za prvaka Impola. Letos je na turnirju igralo 7 ekip, ki so igrale po sistemu ekipa proti vsaki med sabo. Igral se je samo en polčas z igranim časom 15 minut na srečanje. V 7 urah je bilo tako odigranih rekordnih 21 tekem, ki so pokazale, da je bil organizator na pravi poti. Končna lestvica je tokrat pokazala, da so prvaki Impola za leto 2017 postali igralci, ki so igrali za Folije. Drugo mesto so si priigrali zaposleni družbe Alomata. Pokal za 3. mesto so v svoje vitrine odnesli igralci Cevarne. Zmagovalna ekipa Folije je tudi visoko dvignila prehodni pokal za 1. mesto. Tega do sedaj poneslo kar 5 različnih ekip, kar dokazuje, da se v industrijski coni Impol igra dober in kakovosten nogomet. Za najboljšega igralca turnirja so razglasili Bojana Cmogalca iz ekipe zmagovalcev. Najbolje pa se je v golu odrezal izkušeni Sašo Sep. Pravico sta odlično delila zvezni sodnik Janez Lunežnik in Gorazd Hren. Organizatorji so še enkrat več dobili potrditev, da je takšno druženje izven delovnega mesta samo v prid vsem zaposlenim. Atletsko društvo Slovenska Bistrica je v nedeljo 12. februarja izvedlo državno prvenstvo v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani za pionirje in pionirke do 12 let. Skupaj je nastopilo kar 95 mladih atletov in atletin. Vse ekipno je zmagalo Atletsko društvo MAS Ljubljana. Atletsko društvo Slovenska Bistrica je osvojilo 7. mesto. Tako pri pionirjih kot pri pionirkah je največ točk zbral Atletski klub Ptuj. Izkazale so se tudi slovenjebistriške atletinje, ki so tekmovanje končale na odličnem 2. mestu, domači atleti pa so bili 12. V posamični konkurenci je tekmovalka Atletskega društva Slovenska Bistrica Ima Dobršek osvojila bronasto medaljo. Nuša Majer je zasedla 7. mesto, medtem ko je bil med fanti Oskar Petak 18. Spoštovani, informativna oddaja se je iztekla. Do naslednjega tedna pa ostanite zdravi in srečno.